Kristina, vi ste bili čezmejna delavka? Da. In januarja lani ste prejeli obvestilo o prenehanju delovnega razmerja. V tistem trenutku ste se obrnili na slovenski patronat. Da. Zakaj? Da bi uredila nadomestilo za brezposelnost, sem potrebovala obrazec U1. Kaj je ta obrazec U1? Kako ste se seznanili z njim? Preko lastnice podjetja, pri katerem sem delala. Povedala mi je, da obrazec U1 združuje leta opravljenega dela v Sloveniji in služi za sestavljanje vloge v Italiji. Do tistega trenutka ni bilo težav. Odšli ste na slovenski INAS in izpolnili obrazec. Kaj se je na to zgodilo? Gospa Katja je v Ljubljano poslala potrebno dokumentacijo. Na to bi ga iz Ljubljane morali poslati italijanskemu pokojninskemu zavodu INPS za uvedbo postopka za primer brezposelnosti. Vendar ni vse teklo gladko. Ne, obrazec se je izgubil. Kako ste izvedeli, da se je ta dokument izgubil? Ker se mi je zdelo, da traja predolgo za priznanje statusa brezposelnosti. Ponovno sem se pozanimala, odšla sem na italijanski patronat, da bi ugotovila, če so prejeli navedeni obrazec, saj bi ga morali prejeti neposredno pri njih in rekli so mi, da bi ga morala prejeti jaz domov ali da bi se morala vrniti na slovenski INAS. In kaj ste storili? Vrnila sem se na INAS. Gospa Katja se je prijazno pozanimala, kam je izginil ta obrazec. Poslala je več elektronskih sporočil in ostalo in ugotovili smo, da je bil obrazec poslan, da je bil dostavljen italijanskemu INPS, vendar je ostal v ložišču. In torej od januarja, koliko časa je preteklo, da se je zadeva rešila? Nadomestilo za brezposelnost sem prejela marca, konec marca. 3 mesece je trajalo. Nekoliko dolgo sem čakala. V 4 letih, kolikor ste delali kot čezmejna delavka, je bila to edina težava, s katero ste se srečali? Da, edina. Kako bi ocenili svojo izkušnjo kot čezmejna delavka? Pozitivno. Bi izkušnjo ponovili? Da. Gospa Kristina je čezmejna delavka v obratnem smislu. Bila je zaposlena v Sloveniji, bivališče pa ima v Italiji. Ko je izgubila službo, se je obrnila na naše kolege v Italiji, ki so ji pomagali pri sestavi vloge NASPI, ki je italijanska vloga za pridobitev statusa brezposelne osebe. Našo pomoč je potrebovala za izdajo slovenskega obrazca U1. Pomagali smo ji tako, da smo izpolnili obrazec za izdajo in ga nato poslali v Ljubljano, na centralno direkcijo Zavoda za zaposlovanje, kjer so pristojni za izdajo obrazca U1. Kasneje smo prejeli odgovor, da je bil obrazec pravilno izpolnjen, da so izdali U1 in ga poslali pristojnemu INPS. Za nas je bila zadeva zaključena. Čez nekaj časa se je gospa obrnila na INPS, da bi prejela informacije o njeni vlogi, saj je izplačilo zamujalo in na INPS so ji povedali, da obrazca U1 niso prejeli. Gospa se je vrnila k nam in nato smo opravili poizvedbe, tako pri pristojnem zavodu INPS, kot pri slovenskem zavodu, ki je izdal obrazec U1, in slovenski zavod nam je potrdil, da je bil obrazec U1 izdan in poslan pristojnemu INPS. Navedeno informacijo smo predali pristojnemu INPS, ki je nato v ložišču uspel najti obrazec U1, ki je bil založen, in po nekaj dneh je bila vloga za brezposelnost rešena in tako smo rešili njeno težavo.